Lepo pozdravljeni v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu. Včeraj je bila, kot vidimo, cerkvena poroka. Poročila sta se Erazem Pušnik in Ana Markelič. Čestitamo jima in njima želimo Božji blagoslov in vse dobro. Imamo še eno posebno obvestilo, in sicer, da bo koncert 19. maja ob 18. uri, to je na binkoštno nedeljo, in sicer koncert mešanega pevskega zbora naše cerkve, ki se imenuje Sola Gracia, in glasbeno-vokalne skupine, prav tako iz naše cerkve, ki se imenuje Soli Deo Gloria. To bo koncert sodobne krščanske duhovne glasbe. Torej, v nedeljo 19. maja, ko je tudi binkoštna nedelja, ob 6. uri popoldan, smo vabljeni na veliki koncert Sola Gracie in Soli Deo Glorie, pevskega zbora in glasbeno-vokalne skupine. Torej, vsi ljudje dobre volje, ki nas spremljate tudi preko zaslonov, vabljeni na koncert sodobne krščanske glasbe 19. maja ob 6. zvečer. Razpored bogoslužij in srečanj naslednjem tednu in naslednji. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje. Četrtek ob 9:30 dopoldan je srečanje starejših sester, torej četrtek ob 9:30 dopoldan srečanje starejših sester in naslednjo nedeljo ob 10. uri dopoldan je kot običajno osrednje bogoslužje. Naslednjem tednu je tudi organizirana molitvena veriga v obliki posta. Kontaktna oseba za vse zainteresirane je Leja Brkič. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo za danes in za prihodnji teden je iz psalma 66:20 in pravi: Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve in svoje dobrote do mene. To je molitev vsakega posameznika. In v današnjem bogoslužju naj nas povedejo še besede iz psalma 95, ki pravijo: Pojdite, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja, stopimo preden s hvalo, vzklikajmo mu slavospevi, zakaj Gospod je velik Bog, velik kralj nad vsemi bogovi. V njegovi roki so brezna zemlje, vrhovi gora so njegovi, njegovo je morje, on ga je naredil, pa tudi kopno, njegove roke so ga oblikovale. Padimo, pridite, padimo na kolena in se priklonimo, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil, zakaj on je naš Bog, mi ljudstvo njegove paše, čreda njegove roke. Prebrane besede so besede povabila. Namreč vsi ljudje smo povabljeni na nebeško gostijo, nebeško poročno gostijo. Odkar je Bog obiskal to zemljo, se je človek lahko prepričal, da pri Bogu ni pozabljenih in ni prezrtih. Vsi smo poklicani, vsi smo izbrani, vsi smo povabljeni, da se približamo Bogu in da pri njem najdemo odpuščanje grehov, Božji mir in milost, ki nam v pravem trenutku pomaga. Božje vabilo kot cerkev lahko sprejmemo tako, da skupaj priznamo svoje grehe z naslednjo molitvijo. Gospod, hvaležni smo ti, da se lahko vedno, ob vsakem času in z vsemi težavami, ki nam ležijo na srcu, obrnemo nate. Odpusti nam, da si za te stvari najdemo premalo časa. Velikokrat nam manjka spokojnosti, ali smo preutrujeni, ali pa mislimo, da naše molitve ne bodo uslišane. Gospod Bog ne dovoli, da bi se pred tabo opravičevali, ampak nam daj novo veselje, vztrajnost in moč za molitev. Odpusti nam naše grehe in se nas usmili. Amen.
Naša skesana srca naj potolažijo naslednje besede Svetega pisma, ki pravijo: blizu je Bog tistim, ki so skrušenega srca, in tiste, ki so potrtega duha, rešuje. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno hvalnico, ki pravi: le Bogu vsa slava.
usesti, brati in sestre. Vsak izmed nas, verjamem, da je že kdaj začutil praznino v duši. To je stanje, ko se zdi, da je vse brez pomena, ko mi nekaj manjka, pa ne vem kaj. A človek je našel odgovor tudi za tako stanje. Imenuje se Uživaj življenje. Kralj Salomon, avtor svetopisemske knjige Pridigarja, je imel neizmerno bogastvo. Bil je pametnejši od vsakega moža tistega časa. Imel je veliko žensk, zavidljive palače in vrtove, najboljšo hrano in vino. Nekoč je rekel, da je dobil vse, kar je hotelo njegovo srce. Karkoli so mi oči poželele, jim nisem odrekel. Svojemu srcu nisem zabranil nobenega veselja. Ko je vse to okusil, je rekel: nečimrnost čez nečimrnost. Vse je nečimrnost. V svojih srcih čutimo, da nas živeti po principu uživati življenje ne zadovoljuje in da mora obstajati še nekaj več. Kaj je tisto, kar mi lahko zapolni praznino? Je to morda Jezus? Ali je On tisti, ki je osmislil moje življenje? Mislim, da lahko rečemo, da On je tisti. Ko se odločim za Jezusa, se ločim od starega načina življenja. Zato ne morem več živeti po starem, hrepeneti po minljivih stvareh, ki naj bi me osrečile le na kratek rok. Ko živim z Jezusom, imam vse, tudi minljive stvari, vendar me ne zasužnjujejo. Njegovo mesto ni nekje v kotu srca, ki čaka, da ga pokličem, ko ga potrebujem, ampak si želi biti ves čas ob meni in tebi. Danes se bomo ponovno spominjali njegove daritve in ljubezni na križu Golgote. In medtem, ko bomo peli čudovite pesmi, ki so tudi molitev, pristopimo s hvaležnim srcem in mu povejmo, kaj nam pomeni, kaj čutimo, kaj želimo, da nam da današnji dan, in dovolimo mu, da zapolni morebitno praznino v naših življenjih. In vstanimo in zapojemo čudovito pesem, ki pravi: mi stojimo na svetih tleh.
močno me ljubiš ti. Tu stojim, prevzeti tebe vneto slavim. Moj Jezus, tebe zdaj častim. Jezus, tvoja ljubezen je neskončna, čudežna. Kako močno me ljubiš ti. Tu stojim, prevzeti tebe vneto slavim. Moj Jezus, tebe zdaj častim. Moj Jezus, tebe zdaj častim. Moj Jezus, tebe zdaj častim. Povabil si me, Gospod, da te sprejmem v svoje srce. Dal si mi obljubo, da me boš pripeljal v nebo. Verjamem in zaupam ti, zato pristopam k tvoji mizi, da se nasitim in znova zaživim. Rada bi dojela veličino tvoje ljubezni. Razmišljam, a ne pridem do dna. Obdaja me le prijeten občutek, da sva ti in jaz eno. Zato prepuščam se ti, ker le s teboj sem varna. Prepuščam se tvoji ljubezni, ki se razliva name. Prepuščam se tvoji bližini, Gospod. Nikoli ne bom doumela tvoje nesebične ljubezni na križu za mene, ki te vsak dan s svojimi grehi ponovno pribijam nanj. Kljub temu je tvoj pogled poln ljubezni, usmiljenja. Ne razmišljam več, ker ne bom doumela, le prepuščam se ti, Gospod. Jezus, tvoja ljubezen je neskončna, čudežna. Kako močno me ljubiš ti. Tu stojim, prevzeti tebe vneto slavim. Moj Jezus, tebe zdaj častim. Jezus, tvoja ljubezen je neskončna, čudežna. Kako močno me ljubiš ti. Tu stojim, prevzeti tebe vneto slavim. Moj Jezus, tebe zdaj častim. Moj Jezus, tebe zdaj častim. Moj Jezus, tebe zdaj častim. Brat in sestre, lahko sedete in skozi pesem, ki jo bomo zapeli, pripravimo svoje srca, ko bomo pristopili k mizi daritve. Ne sliši
Draga Božja cerkev, pristopimo k križu življenja po zdravilu nesmrtnosti. Tisto noč, ko je bil Jezus izdan, je rekel: vzemite, jejte, to je moje telo in to je moja kri zaveze. Pri tem se ne prepuščamo nevednosti niti radovednosti, ampak verujemo, da Jezus Kristus sobiva v podobi kruha in vina kot resnično in stvarno prisoten. Brez Gospodove večerje ni cerkve. Tu nas hrani Bog, zato ni potrebe, da bi bili zaskrbljeni. Vabim k molitvi Oče naš, ki je molitev vseh molitev in je molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog, ljubeči Oče in Gospod usmiljenja, kličeš nas, da smemo biti gostje pri tvoji sveti mizi. Priznavamo, da nismo dobri gostje, kajti živimo po svojem prepričanju. Po izvrševanju tvoje volje pa se redko sprašujemo. Zato priznavamo, da grešimo, hote in nehote, v mislih, besedah in dejanjah. Veliko slabega storimo in veliko dobrega opustimo. Žal nam je zaradi naših grehov, žal nam je zaradi naših zamujenih priložnosti. Zato se kesamo in prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in vino po svojem svetem duhu, da kruha in vina ne bomo deležni le z usti, ampak po duhu v veri, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je sam Jezus Kristus, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor povabljenim na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano. Presričan zrak. Sam bil zgubljen, zdaj najden sem in slep samo zdravi. Ne
Ker smo eno v Jezusu Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. Dokaz tega, da smo eno, je, da lahko skupaj vzamemo. Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči, najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil svojo svetostjo, da bomo lahko oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen.
nami je še prostovoljna nabirka s pesmijo Luč nogam mojim, o Gospod, beseda tvoja je. Amen, izvolite sesti. Vesolje je sestavljeno iz samih številnih čudes in galaksij, ki presegajo človeški razum in domišljijo. A ena stvar, če pogledamo na okolje, le ena stvar je večna. Človekova duša. In danes odločamo o tem, kakšna bo naša večnost. Biblično vodilo za današnjo nedeljo je iz knjige Psalmov in presega Aristotelovo logiko. Zahodno civilizacijo je ustvarila Lutrova reformacija, torej preučevanje pisma apostola Pavla Rimljanom, ne pa preučevanje recimo Platonovih pisem. Ne neka starogrška filozofija, ki je enkratna, ampak evangelij Božje milosti. Kot je Jude ustvarila stara zaveza, tako je zahodno civilizacijo ustvarila nova zaveza. Zato dobrodošli v cerkvi, ki je sanatorij za dušo. Psalm 23, napisan tudi na cerkvenih vhodnih vratih, to potrjuje, ko pravi: On poživlja mojo dušo. Iz zgodovine vidimo, da so bile cerkve kot zgradbe središče naselij. Sodobna družba to zavrača. Zato živimo v zelo kaotičnem času. Prepričani smo, da bolj, ko je družba napredna, manj potrebuje Boga. Vendar to je zmota. In prav je, da spodbujamo znanost, vendar znanost ne more pojasniti vsega. Kot sem rekel že v nedeljo, znanost pove, kako je vesolje nastalo, ne pa zakaj je vesolje nastalo. To sodi v cerkev, k teologiji. To je vera. Tudi matematika je tako rekoč zelo eksaktna, točna veda, vendar je velik mislec takole izrekel: postane njena resničnost brez smisla,
Torej resničnost matematike postane brez smisla, če jo postavimo v nesmiselno vesolje. Nesmiselno vesolje pa je vesolje brez Boga. In tako lahko človek živi za Boga, proti Bogu, ne more pa živeti brez Boga. Brez Boga ne moremo živeti. Zato smo prišli v Božjo hišo. In če pogledamo biblično vodilo iz knjige Psalmov, vidimo, da za temi besedami stoji suvereni Bog, ki uslišuje molitve. Tako vas vabim, da ponovno vstanemo in stoje prisluhnemo iz spoštovanja do Božje besede, Psalmu 66, 20 vrstici. Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve in svoje dobrote, dobesedno pravi ljubezni, svoje ljubezni od mene. Izvolite sesti. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Kristjani verujemo v delovanje Svetega Duha, zato nismo društvo za poboljšanje ljudi, ampak smo cerkev, v kateri postajamo novi ljudje. Prebrali smo Božjo obljubo in ta obljuba pritegne vso našo pozornost. Spodbuda za molitev. Lepo je vedeti, da stvarnik vesolja, veliki stvarnik vesolja, posluša molitve malih ljudi. Ko je Jezus učil o molitvi, je rekel, naj ne bomo podobni poganom, ki mislijo, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Saj nebeški Oče ve, kaj potrebujemo, preden ga prosimo. In potem se pojavi povsem razumsko, logično vprašanje, če Bog ve, preden prosimo, zakaj je potem takem sploh treba moliti. Poglejmo, ko otrok izgovori oči, je to dokaz odnosa. Odnosa. Otrok ve, kdo in kakšen je njegov oče. In vemo, da je nebeški Oče dober oče. In če ima kdo težave s pojmom očetovstva, očeta, potem naj prebere v Evangeliju, kako je Jezus predstavil Boga kot nebeškega očeta. Torej, otrok ve, kdo in kakšen je njegov oče. Če je v naše dobro, je očetov odgovor da. Če ni v naše dobro, je očetov odgovor ne. In če ni pravi čas, je odgovor počakaj. Žal tako imenovani kristijani, kot jim jaz rečem aleluja, kristijani, vzhičeni, ne morejo sprejeti tega, ker bi radi vse. Ne vedo pa, da Jezus stalno moli na očetovi desnici za nas in da je pravzaprav vsaka molitev uslišana. Vsaka. Vendar na Božji način. Na Božji način. Največja tragedija niso neuslišane molitve. Pa delamo toliko rom-pom-pom okoli tega. Največji problem so neizrečene molitve. Bog ve, kako ločiti plevel od rož. Jezus je razložil, da Oče ve, kaj potrebujemo in nam namesto kruha in rib, vzel je za primerjavo tedanjo hrano, namesto kruha in rib ne bo dal kamna ali kače. Zato mu lahko povsem zaupamo in smo mirni. Jezus je stalno čistil omadeževano, iznakaženo podobo Boga Očeta, tudi glede molitve. Pravi Jezus
da se celo hudobni oče odziva očetovsko in svojemu otroku ne daje nevarnih darov. Kako se potem takem ne bi Bog oče odzival bolj ljubeče od najbolj ljubečega očeta na zemlji? Nebeški oče nas vedno uslišuje, vendar na božji način, ker ve, kaj je za nas najbolje. Kaj bi se z mano zgodilo, če bi Bog uslišal vse moje nespametne prošnje? Moral bi postati moj sovražnik. Otroci včasih zahtevajo neumne reči, cepetajo, ker niso uslišani. Če bi 3-letnik zahteval nož, da bi se z njim igral, mu ga ne bi dali, brez nadzora. Raje bi ga pustili jokati in trmoglaviti. Njegove solze izražajo nezrelost. Če bi mu dali nož, pa bi dokazali, da ga ne ljubimo. Pogosto od Boga zahtevam, naj mi da stvari, ki bi mi škodovale. Morda tako razmišljamo tudi ostali. Bog, daj mi novo službo, Bog, daj mi novega partnerja, Bog, daj mi novega prijatelja ali pa nov kraj bivanja. Vendar Bog vidi konec in mi ljubeče reče ne, da ali pa počakaj. In vrednost molitve ni v tem, da nas Bog usliši, ampak da mi slišimo njega. Sveto pismo pravi, in to je zaupnost, ki jo imamo z njim, on uslišuje, kadar ga prosimo po njegovi volji. In kot smo že uvodoma slišali v pesmi, Jezus je v Gecemanih molil, moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti. In oče ni uslišal njegove prošnje, čeprav bi jo lahko. Ampak se je zgodila božja volja, ki je odrešenje sveta. Odrešenje sveta. Če bi Jezus Kristus stopil s križa, ko so ga provocirali, naj se dokaže, bi lahko to storil. V Svetem pismu bi prebrali o še enem čudežu več, ampak mi ne bi bili odrešeni. V molitvi se ne smem osredotočiti na odgovor, kajti Bog hoče, da se osredotočim nanj. In Bogu naše molitve ne presedajo. Pogosto imam krivdo, tisto versko krivdo, ker prihajam k Bogu kot kupec z neskončno dolgim seznamom stvari, ki jih hočem imeti, ne pa, da bi jih potreboval. In podoben sem 2 preživelima človekoma, ki sta čakala na rešitev na samotnem otoku. Prvi je molil, dobri Bog, če me tokrat uslišiš, samo še tokrat, obljubim, da ti bom zvesto služil. Medtem je drugi zavpil, ničesar ne obljubljaj Bogu, kaj ti vidim čoln, ki prihaja v najino smer. Da, prebrali smo slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve in svoje dobrote, svoje ljubezni, hesed od mene. Gospe in gospodje, nevarno je moliti in lepo je moliti. Če veš, da si pripravljen sprejeti to, kar moliš, in to tudi živeti. Molitev je čudežna, nedoumljiva skrivnost. Brez dvoma se zdi na prvo žogo naše pogovarjanje s stvarnikom predrzno. Le kaj si upamo? Ali tako stopimo k predsedniku svetovne velesile? Na prvo žogo se nam zdi prevzetno, domišljavo, celo zastrašujoče dejanje.
Zakaj vsemogočni Bog na vse zadnje to dovoli zemljanom? Ljubi nas. Rad nas ima. Nosi nas v svojem srcu. Oče je on. Tega ni v nobeni drugi religiji. Prebrana vrstica v psalmu nam daje uvid v Božje ljubeče srce. Vera, pravzaprav je to zaupanje. In molitev sta povezani. Če ne bi verovali, ne bi molili. Če ne bi verovali, ne bi molili. Tudi tisti, ki reče, Bog pomaga in na koncu življenja veruje. Vsakdo veruje. Tudi tisti, ki reče, verujem, da ne verujem. Torej veruje, da ne veruje. Poglejmo kamen. Zakaj je za nekoga kamen Bog? Zato, ker veruje, da je kamen Bog. In pred njim kleči. Če to ne verujem, kamen ostane kamen. Torej molim tako, kakor verujem, kakršno je moje zaupanje v Boga. Končno, krščanska molitev se ne začne pri nas, ampak pri Bogu. On stalno moli za nas. On je molitev, Oče, Sin in Sveti Duh. Ta večni pogovor, ta večna komunikacija, ta odnos. Molitev je pogovor, ampak molitev je predvsem odnos. In molitev je tudi dar nam, zemljanom. Ni ideja, ritual, obveznost ali pa predpis, kot to učijo nekatere cerkve ali ločine. Ni to neka tehnika, vadba, naučenost, kot to učijo nekatere religije. Ni to psihološki trik, kot to učijo določene atraktivne alternative. Ni to pobožna drža, sveto dejanje, kot bi rekli, nekaj, kar moralizira. Ni to naša zasluga, ampak je to dar, milost, sad ljubezni, hrepenenje po Bogu, neprestano slavje, očetova prisotnost, srečanje, izkustvo, bližina. In ko začnem moliti, pokleknimo na blazino hvaležnosti. Kajti v plodni zemlji molitve moram gojiti rože hvaležnosti. Nekdo je rekel, ne spomnim se zdaj njegovega imena, morda Karl Barth, veliki švicarski protestantski teolog, pravzaprav sta samo dve molitvi. Prosim in hvala. Prosim in potem hvala. V molitvi se Bogu preveč pritožujem, prosjačim, od njega zahtevam, preveč naštevam, pogojujem, Boga poučujem, mu sufliram, mu sugeriram, izpostavljam sebe. Bog ne daj, da bi v molitvi druge opravljal, kot bi šlo za čenče, sploh če bi njihove slabosti poimensko javno izpostavljal. Molitev ni sredstvo za manipulacijo, ni utemeljena zgolj, pravim zgolj na razumu in zgolj na čustvih, ampak na zaupanju. Zaupanje Bogu. To je pomembno. Kajti venomer hitim in se ne umirim. Sem neučakan, ko Bog ne odgovori na moje molitve. A odgovor je Bog sam. On je odgovor. Pričakujem takojšnje dramatične spremembe, a Bog, opisan v Svetem pismu, pogosto deluje postopno in to z razlogom. To ni bančni avtomat. To me spominja na zgodbo o človeku, ki je spraševal vaščane, kje lahko najde najboljšega tesarja. Rekli so mu, samo en tesar je tak, skrben, vesten, izjemen, iskan in najodličnejši.
Takšnega rabim. On vse naredi brezhibno, natančno po meri, a je ena težava. To traja celo večnost. Nisem prepričan, kako moliti, vem pa, da želim biti v Božji prisotnosti. Tudi če brez želenega ali zaželenega odgovora. To pa težko sprejmem. Včasih mi rojijo po glavi raznolike misli, včasih med molitvijo zaspim, včasih dvomim, največkrat se z Bogom pravdam in se z njim tudi prerekam, včasih se zjočem, včasih se smejim, končno v zadnjem času pa sem največkrat tiho. Tiho. Ni pravega načina molitve. Molitev je toliko, kolikor je ljudi. In tudi, ko molim, pravzaprav počivam v srečanju z Bogom. In ne iščem nobenih čarobnih formul za molitev. Veste, koliko jih je že bilo? Koliko tečajev, koliko seminarjev, koliko knjig, koliko pridig, koliko študij, koliko komentarjev. Vsi iščemo neke čarobne formule za prebojenje, pa ne vem kaj vse, za posvečenje. Jezus pa pravi v celotnem njegovem nauku, da pravzaprav pri molitvi sploh ne gre za to. Ne gre niti za besede, gre za srce. Bolje je imeti srce brez besed, kot besede brez srca. To je napisal John Bunyan. Namreč Jezus pravi, ne dajajte poudarka govorjenju. On celo pravi blebetanju, kot to počno pogani, misleč, da bodo uslišani, če bodo veliko in dolgo govorili. Poudarek moram dati srcu, zaupanju, tako kot otrok zaupa, tako kot mož zaupa ženi, žena zaupa možu, prijatelj zaupa prijatelju. Vera je odnos, izhajajmo v krščanstvu iz tega, medčloveških odnosov, zdravih, iskrenih, poštenih seveda. Verjeti moram, da Bog Oče ve, kaj potrebujem, preden ga prosim in mu zaupati, ker je dober. Molitev je odnos z Bogom, ki je Oče. Molitev pravzaprav ni govor o Bogu, ampak je pogovor z Bogom. In hkrati je tudi Božji odgovor. Je srečanje z Očetom po Sinu Jezusu Kristusu v Svetem Duhu. Če molitev ne spreminja mene, moram spremeniti molitev. In cilj vsake molitve je Bog, ne pa to, kaj bom dobil. To je preračunljivost, to je trgovina, to je daj, dam, to je igra. To, da nas apostol Pavel spodbuja, naj ne prenehoma molimo, nas ne sme zbegati, nas ne sme potreti, kajti neprenehna molitev je neizvedljiva. In tega ni počel niti Pavel, niti sam Jezus. Jezus je sedel z grešniki in z njimi jedel, se z ljudmi pogovarjal, se vozil s čolnom, bil na svadbi, počival, spal, je molil tudi, ampak ne neprenehoma. Pravi apostol Pavel, pa neprenehoma molite. Neprenehoma moliti ne pomeni, moramo vedeti, kaj to pomeni v izvirniku, kaj to pomeni v kontekstu, v sobesedilu. Neprenehoma moliti ne pomeni stalno klečati na kolenih ali dvigovati rok v molitvi. Obstaja notranja molitev. Notranja molitev. Veste, kaj je to? Želja po Bogu. Mi zdaj molimo.
imamo željo in žejo po Bogu, sicer ne bi prišli sem. Pravzaprav je še nekako podaljšan praznik. Je ta praznični vikend. Če je naša želja po Bogu trajna, je trajna tudi naša molitev. Kajti duša se želi osvoboditi vsega, kar ni Bog, kar je manj kot Bog. Duša želi ljubiti vse, kar ljubi Bog. Bog pa ljubi človeka, kakršnega koli, katerega koli. Bog ljubi stvarstvo in tako naprej. Kdor si želi Boga, moli v srcu tudi takrat, ko je jezik tiho. Kdor pa si Boga ne želi, lahko vpije, kolikor hoče, a je za Boga nem. To sem prepisal citat iz prve cerkve. Kdor si Boga ne želi, lahko vpije, kolikor hoče, a je za Boga nem. Neprenehna molitev je skrivnost stalnega odnosa z očetom. To je neprenehna molitev. Jezus je bil na svadbi, Jezus je bil v čolnu, Jezus se je pogovarjal z grešniki in z učenci, vendar je bil vedno v odnosu z očetom. Ta stalna skupnost in predvsem odvisnost od njega. Ponižen je tisti, ki ve, da je odvisen. Ne tisti, ki je predpražnik, da hodijo po njemu in si na njem čistijo čevlje. Ponižen človek je tisti, ki ve, da je odvisen od Boga. In današnja družba ni ponižna, je ošabna, naduta, ker noče biti odvisna od ničesar in od nikogar. Namreč molitev je tako kot naše dihanje. Spontano, sploh ne razmišljamo, da moramo dihati. Je naravno, utečeno, samodejno, celo takrat, ko spimo. Moliti pomeni dihati zrak molitve. Ko je Jezus rekel, ali bo našel vero na zemlji, ko pride, seveda je to odvisno od molitve, ampak molitev je hrana naše vere. Vera pa ima za osnovo ljubezen. Zastonj rečem, verujem, če ne ljubim, potem lažem, pravi Sveto pismo. Kako nekoga spoznamo, ali je na pravi strani ali ni na pravi strani? Po ljubezni. Ljubezen povezuje, združuje, vse ostalo pa, kar ni od Boga, pa ločuje, se razdvaja. Krščanska molitev, če gremo dalje, pozna izkušnjo tišine pred Bogom očetom. Pred Bogom se moram umiriti. Zamislimo si steklenico motne vode, blatne vode. Moje srce kot steklenica, polna skrbi, hrupa, dvomov, vznemirjenosti, užaljenosti, stisk. Ko steklenica nekaj časa stoji pri miru, se naredi usedlina. Ostala voda pa je bistra in svetla. Torej ne morem kar planiti v Božjo prisotnost. Tako je tudi z našim srcem, ko pristopam k molitvi. Bog se odraža v tišini in miru. Molitev prihaja iz globoke tišine, edinosti Svete Trojice. In Božja tišina, iz Božje tišine prihaja Božja beseda. Bog je prijatelj tišine. To je tudi citat zgodnje cerkve. Bog je prijatelj tišine. Kaj pa današnji svet ne teče več za Bogom, ampak za vragom. V hrup, v nasilje, v kaos. Bolj ko je bučno, bolj ko je razgrajaško, bolj ko je destruktivno, bolj ko je uničujoče, zlobno. Tudi beseda je postala meso, brez kakršnega koli hrupa, spočeta po Svetem Duhu v tišini, rojena iz Device Marije. In ko je ta beseda, ta Jezus, stal pred Pilatom, je bil tiho. Tudi ko je bil na križu, je spregovoril samo toliko, da je izpolnil tisto, kar o njem pravi
stara zaveza, kar o njem pravi pismo. Ne več, ne manj. Božja beseda ima največjo avtoriteto takrat, ko je podrejena Božji tišini. In ta Božja tišina ni mrtva. Ta Božja tišina je oplojena Svetim Duhom, ker jo on oživlja, ne mi. Mi nimamo te moči. Tišina srca se izraža s tišino ustnic, kajti zaman celo, spet citat Izaka Sirskega, kajti zaman celo govorjenje v čudežnih jezikih, če ni ljubezni. Neki človek je molil, misleč, da je molitev samo govorjenje. Toda vse bolj in bolj je bil tiho, dokler končno ni dojel, da je prava molitev poslušanje. Poslušanje Boga. Kaj mi hoče Bog povedati? V pridigi, skozi vest, moralni zakon v meni, skozi branje Svetega pisma, dogodke, naravo in tako naprej. To, da v molitvi vpijem, je dokaz, da mislim, da je Bog daleč. Če je, ne vem, nekdo zelo daleč, pa hočemo pritegniti njegovo pozornost, če vpijemo otroku, če ga iščemo ali kličemo na kosilo in je tam zelo blizu, lahko samo rečemo in ga pokličemo po imenu. Če pa je zelo daleč in ga vidimo, seveda vpijemo in bolj, ko je daleč, bolj vpijemo. To so delali tudi Balovi preroki na gori Karmel. Elija tega ni počel. Namreč prava molitev raste tako, da prerašča v globino tišine, kajti manj, ko imam zapovedati Bogu, bolj mu prisluhnem. Tišina je Božji govor. Vse ostalo je moj neustrezen, nezadosten prevod. Samo v tišini naredim prostor Svetemu Duhu, kot pravi apostol Pavel, da lahko v meni Sveti Duh moli Aba, Oče, torej Očka. Takrat se v meni nastani Božja ljubezen, kajti Sveti Duh je ljubezen ljubezni. Molitev ne rabi biti dolga, ne rabi biti zgovorna. Ko sem jaz odraščal v cerkvi, so si kar darove delili in se spomnim, da je nekdo rekel, ta oseba pa ima dar molitve. In seveda jaz nimam daru molitve in tudi ne želim imeti takšnega daru molitve, ker takšni darovi molitve ne obstajajo, jih ne poznam. O tem nič ne piše v Svetem pismu. Torej molitev ne rabi biti dolga in zgovorna. V Svetem pismu imamo v evangelijih toliko molitev, ampak vse so zelo kratke. Reši me, usmili se me, pomagaj in tako spomni se me. In vse so bile izpolnjene, uslišane. Za Boga so dovolj dolge tudi kratke molitve, je rekel Charles Spurgeon. Za Boga so dovolj dolge tudi kratke molitve. Kajti naša molitev ne potrebuje dolžine, ampak moč. Moč, ne dolžine, moč. Moč vere, to pa je moč zaupanja. Priti mora iz iskrenega in ponižnega srca. V molitvi, kot sem rekel, je bolje imeti srce brez besed, kot besede brez srca. Naučiti se moram, da je prava svetost torej notranja. In če se bližamo k koncu tega razmišljanja o molitvi, naj povem, da me je pred časom nekdo vprašal, zakaj so nekateri verniki v molitvi tako glasni, da so moteči. Odgovoril sem, zato ker mislijo, da je Bog daleč in jih sicer ne bi slišal. Na to je novinec, naglašam, dodal, zakaj spreminjajo ton in barvo glasu? Odgovoril sem, zato ker hočejo narediti vtis, svetniški vtis, predstavo, performance, nastop. Molijo zato, da bi jih ljudje spoznali, ne pa da bi oni spoznali Boga. Novinec ni odnehal. Zakaj tako vpijejo na Boga, kot da jim je naredil nekaj groznega? Odgovoril sem, zato ker Boga ne poznajo. Izgovarjajo molitev, a
takšnim molitvam manjka globina. Novinec me je vprašal, kaj daje molitvi globino, odgovoril sem, ljubezen. Ljubezen. To daje globino molitvi. Ljubi Boga in bližnjega, kakor samega sebe. Torej, če so moje molitve egocentrične, sebične in neposlušne, potem sem podoben mladenki, to sem prebral nedolgo, pa bi kar podelil z vami, neprenehoma je javno v cerkvi molila. Saj lahko molimo javno in prav je, da molimo javno in da skupaj slavimo in imamo tudi s pesmimi in z vsem tem čas tega slavljenja, vendar so stvari, ki sodijo v osebno molitev. In mladenka je na vsakem bogoslužju javno molila, naj ji Bog podari moža. Ko jo je duhovnik zaprosil, naj svojo osebno prošnjo moli doma, je na naslednjem bogoslužju vstala in v pričo polne cerkve molila, Gospod, prosim te, podari moji mami zeta. To je isto. Gospod, podari moji mami zeta. Namesto podari meni moža. Tako spet je bilo po njeno in je obveljalo. In naj končamo. Ljudje smo lačni molitve. Smo ustvarjeni za molitev. Molitev je spontana. Je pogovor z Bogom kot s prijateljem. Je razbremenitev. Ni težka naloga. Je terapija. Ni usmerjena v težave, ampak v Boga. Molitev to je sreča. To je počitek. Molitev ne spremeni Boga, kot mi mislimo, ali njegove volje, ali njegovega načrta, ampak spremeni mene. In ko vernik moli, je podoben tistemu, ki vleče vrv v zvoniku, da bi premaknil zvon zgoraj. Človek vleče vrv tu spodaj na zemlji, zvoni pa kje? V nebesih. Tihe molitve so glasne v nebesih. In molitev je največja brezžična povezava na svetu in v vesolju. Naj nam dobri Bog pomaga, da bi se tega zavedali. Martin Luther je zapisal, kot je posel krojačev, da izdelujejo oblačila, in čevljarjev, da izdelujejo čevlje, tako je posel kristjanov, da molimo. Vabim k molitvi, ki molitvi Oče naš postavlja vprašanja. Ne reci, Oče, če se vsak dan ne obnašaš kot sin. Ne reci naš, če živiš izoliran v svoji sebičnosti. Ne reci, ki si v nebesih, če misliš samo na zemeljske stvari. Ne reci, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, če je ne sprejemaš, ko je boleča. Ne reci, daj nam danes naš vsakdanji kruh, če nisi hvaležen in ne skrbiš za lačne brate in sestre. Ne reci in ne vpelji nas v skušnjavo, če imaš namen ostati v grehu in naprej grešiti. Ne reci, reši nas hudega, če se ne boriš proti zlu. Ne reci amen, če nisi dojel molitve Oče naš. Naj nam dobri Bog pomaga, da bomo cenili dar molitve. To je privilegij, to je prednost, to je posebna pravica. In zaključna pesem pravi, kakšna slava, tempelj tvoj smo.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.